Predstavljajte si, da sedite na 40-stopinjskem pobočju trdnega ledu na višini 8750 metrov. Sonce je izginilo. Približuje se divja snežna nevihta, vi pa nimate nobene nujne opreme. Vaš plezalni partner poleg vas kašlja kri, popolnoma ohromljen zaradi tekočine, ki mu polni pljuča. Še vedno imate majhno priložnost, da vstanete in se splazite po gori navzdol ter rešite sebe. Ti ne bi smel biti tukaj. Vsi ostali so te že zapustili. Leta 1996 se je pa Sang Sherpa soočil s tem. Kar se je zgodilo potem, je ena najbolj pretresljivih stvari, ki sem jih odkril v letih poročanja o tej gori. Od matere, ujete v ledeni temi, ki je bila prisiljena sprejeti uničujočo odločitev, do $50,000 vrednega korporativnega reklamnega trika, ki se je spremenil v smrtonosno igro vsak zase, do obupanega obračuna na 28,000 čevljih. V 6 najhujših smrti Sherp v zgodovini Everesta. In popeljal vas bom od slabega k še slabšemu, ker vas nič ne more pripraviti na zadnjega. Ker točno to dokazuje, kaj se zgodi, ko vlada, ki naj bi ščitila plezalce, namesto tega odloči, da jih izsiljuje. Dobrodošli v Extreme. Pozno popoldne, 14. maja 2018, se je Lam Babu Sherpa znašel v obupni situaciji, v kateri ne bi smel biti. Pri 45 letih s 3 predhodnimi vzponi na Everest za pasom je poznal vsak centimeter ledu, na katerem je stal. Tudi v tem trenutku vsa ta izkušnja ni pomenila nič, saj je bil Lam dobesedno v skoraj nemogočem stanju, v coni smrti, kjer se tvoja pljuča borijo za tretjino običajnega kisika. Njegovo preživetje je bilo popolnoma odvisno od ljudi, s katerimi je bil. In to je bil problem. Ker so pred njim 3 ukrajinski moški hitro odhajali na varno, ne da bi se ozrli nazaj na Lama in njegovega mlajšega kolega vodnika Mingmo Sherpo. Njihova imena so bila Donas Pozni, Dimitrij Semerenko in Roman Gorodecki. In oni so bili stranke, ki jih je pravkar vodil na vrh. Bili so podjetniki z področja družbenih medijev, ki so prišli zakopati strojno denarnico z $50,000 kriptovalute na vrhu Everesta v imenu svojega podjetja Ask.fm. Verjetno se spomnite Ask.fm. Če se ne spomnite, je bila to viralna aplikacija, kjer so ljudje postavljali neznancem anonimna vprašanja. Toda leta 2018 je podjetje zajela kriptomrzlica. Ta vzpon je bil del promocijske akcije, s katero so želeli pokazati, da je njihov žeton na najbližji začetni točki do Lune. Zdaj, Taras in Dimitrij sta bila prava alpinista, njun partner Roman pa, je bil bolj primeren za analiziranje trgovalnih grafov, kot pa za prebijanje na vrh najvišje gore na svetu. Ne glede na to, jih spraviti na vrh je pomenilo prenašati dodatno snemalno opremo, težko opremo in kisik, da bi jih ohranili pri življenju v coni smrti. In ta računica je kruta. Nekdo mora nositi vso to težo. Kljub temu so imeli za zadnji vzpon na vrh le 2 Sherpa. Samo Lam Babu in Mingma. Da bi bilo še huje, je bil Lam tukaj bolj izkušen Sherpa, kar je pomenilo, da je ves čas vzpona na vrh opravljal najtežje delo. Ne nujno dobesedno, ampak najtežje delo glede tehnične logistike. Bil je sidro, ki je držalo skupaj kaotičen in močno kadrovsko podhranjen poskus vzpona na vrh. Kljub vsemu je Sherpa Lam Babu pripeljal ekipo na vrh. Vreme ni najboljše, ampak imam 2 žepa za dokumente. Stali so na vrhu sveta, posneli svoj promocijski video, medtem ko je okoli njih padal sneg in zakopali svojo kriptodenarnico. Kaj bi lahko šlo narobe zdaj? No, vse. Ker je vrh le polovica poti. Skoraj takoj potem, ko so začeli sestopati, se je vreme poslabšalo. Nepričakovana snežna nevihta je zajela pobočja Everesta, zato so morali plezalci hitro sestopiti. In med sestopom je fizična izčrpanost vzpona končno dohitela Lamba Babua. Intenzivna ultraviolična svetloba, ki se je odbijala od ledu, mu je opekla oči in doletela ga je snežna slepota. Na morski gladini je to začasno stanje, a si predstavljajte, da popolnoma slep omahujete na 8000 metrih v ledeni nevihti. Kaj mislite, kakšne so vaše možnosti za preživetje? Seveda bi pričakovali, da bi mu 3 moški, ki jih je pravkar zvlekel na vrh, pomagali pri sestopu.
Mislim, povsem logično je, da poskrbiš, da se človek, ki je pravkar spravil tvoj publicitetni podvig na streho sveta, vrne dol skupaj s tabo, kaj ne? No, to ni tisto, kar so ti plezalci naredili. V kaosu nevihte se je ekipa razdelila. 3 Ukrajinci so začeli hiteti proti relativni varnosti južnega sedla in zapustili oba šerpa. Zdaj dovolite, da bom za 30 sekund igral hudičevega odvetnika. Cona smrti je strašljiv kraj. Ko se na 8000 metrih približa nevihta, prevzame popolna panika. Ljudje sprejemajo hipne odločitve samo zato, da preživijo. Vklopi se preživetveni nagon in ljudje mislijo samo nase in na nikogar drugega. Na poti navzdol pa so dejansko naleteli na osamljenega kitajskega plezalca po imenu Saber Liu. Bil je obtičal in popolnoma brez kisika. Ustavili so se, da bi mu pomagali in porabili svojo omejeno energijo za reševanje popolnega neznanca, kar je ganljivo, a hkrati nenavadno, saj se niso ustavili za svojega lastnega vodnika. Ko so prišli na varno v svoje tabore, Dimitrij in ostali niso niti poskušali preveriti, ali je varno prišel dol. Iskreno povedano, ne vem zakaj. Morda preprosto niso imeli več nobene energije v sebi. A so imeli dovolj, da so pomagali popolnemu neznancu? Ali pa so morda preprosto mislili, da se bodo stvari čudežno uredile same od sebe? A se niso. Šerpa Lam Babu je tam zgoraj zmrznil do smrti. Sam in popolnoma slep blodil nekje v temi nad južnim sedlom. Za seboj je pustil ženo in 2 otroka. Kar zadeva Mingmo, mlajšega šerpa vodnika, mu je čudežno uspelo prebiti se skozi divjo snežno nevihto in popolnoma sam priti do nižjih taborov. Tolda resničnost komercialnega plezanja na Everest za šerpe je taka, da če spregovorijo proti strankam, tudi če jih te zapustijo, jih lahko dajo na črno listo in izgubijo svoj vir preživetja. Tako je Mingma po svoji preizkušnji izginil iz javnosti. Medtem so vplivneži varno sestopili nazaj na morsko gladino, poleteli nazaj v Katmandu in praznovanje je bilo v polnem teku. Začeli so objavljati slike svojih ozebljinenih rok na Facebooku, uživali v všečkih in komentarjih. Njihovo podjetje Ask FM je objavilo zmagoslavne izjave, v katerih so se hvalili svojo ideološko premočjo. Za njih je bil ta podvig ogromen uspeh, ker so osvojili goro. Ob njihovem zmagoslavju je bila le ena majhna težava. Alpinistična skupnost je majhna in šerpe ne izginejo kar tako, ne da bi kdo to opazil. Skoraj takoj so ugledni kronisti Everesta, kot je Alan Arnett in drugi novinarji, začeli spodbijati njihovo zgodbo z zelo preprostim, a zelo neprijetnim vprašanjem. Kako lahko 45-letni veteran Everesta dobi snežno slepoto? World Everest veteran develops snow blindness. Se začnejo potekati in ga njegovi lastni klienti preprosto pustijo za seboj. In če so imeli ti 3 fantje čas in energijo, da so rešili kitajskega plezalca, ki ga niso nikoli srečali, kako so potem izgubili svojega glavnega vodnika? Pritisk na Ask FM se je stopnjeval. Zato je moralo podjetje seveda nekaj povedati. Njihov generalni direktor je izdal izjavo, ki je bila pravo mojstrstvo korporativnega izmikanja. Trdil je, da je na odpravi sodelovalo več kot 100 šerp in da je Lam Babu bil le eden izmed mnogih vodnikov, ki so jim pomagali. Med drugim, preden je med sestopom preprosto izginil, ko je pomagal drugim nepovezanim skupinam. Pomislite, kako absurdna je ta izjava. Ni zmrznil do smrti, ker so ga zapustili, ampak je preprosto izginil. To je korporativni način, da rečejo, to ni moj problem. Ampak to še ni niti najslabši del. Ko so novinarji končno pritisnili na vplivneže in jih vprašali, kaj se je tam zgoraj pravzaprav zgodilo, Dmitrij Semerenko se ni skrival za PR ekipo. Novinarjem je povedal, da je Lam Babu deloval neizkušen. Pritožil se je, da šerpe komaj razumejo angleško in so v bistvu samo nosači. In na to je upravičil, da je pustil svojega vodnika za seboj, s tem natančnim citatom. Cona smrti se začne na 27.000 čevljih. To je cona, kjer je vsak sam zase. Tip na svoji prvi odpravi na Everest je pogledal človeka, ki je Everest osvojil že 3-krat in se odločil, da je odveč. Dimitrij je grozljivo resničnost, cone smrti, izkoristil kot izgovor, s katerim se je izognil odgovornosti. Za turiste, kot je on, je v trenutku, ko se vreme spremeni na 8000 metrih, edina valuta, ki šteje, njihov lasten obstanek. Za šerpe, ki dejansko gradijo pot na vrh sveta, pa je zapustiti partnerja nepredstavljivo.
In če želite videti, kako izgleda takšna popolna, neomajna zvestoba, morate pogledati, kaj se je zgodilo z Nawang Sherpa, 22. maja 2024. Nawang je bil 44-letni Sherpa iz vasi v Solukhumbuju v Nepalu. In čeprav je vse življenje vodil plezalce na druge zahtevne vrhove, še nikoli prej ni osvojil Everesta. V noči na 11. in 20. maj 2024 se je pripel na fiksno vrv na južnem sedlu in začel spenjati v temo za svojim klientom, kenijskim bančnikom po imenu Joshua Cheruiyot Kuri. Joshua ga je najel za nekaj, česar dobesedno še nihče ni nikoli storil. Želel je biti prvi Afričan, ki bi osvojil Everest brez dodatnega kisika. To je zagotovo velik izziv, vendar je bil Joshua nagrajeni ultramaratonec in večkratni alpinist. Preživel je celo 2 epizodi visokogorskega pljučnega edema na Manasluju leto prej. Tako da je poznal tveganje. In za vsak slučaj, če bi šlo kaj narobe tam zgoraj, je rekel Nawang, naj nosi kisikovo jeklenko za nujne primere. Za primer, če bi, kot je rekel sam, ugasnil ali znorel. Oba moška sta se ponoči premikala mimo balkona na 8000 metrih in naprej v višave, kjer pravila vseh gora spodaj ne veljajo več. In edina valuta, ki šteje, je, koliko moči je še ostalo v tvojem telesu. V zgodnjih urah pred zoro je Nawang poklical bazni tabor po radiju z mesta, imenovanega Bishop Rock, približno 40 metrov pod vrhom. Z glasom, ki je drhtel od strahu, jim je povedal, da je njegov klient nenavadno agresiven in da preprosto ne sodeluje več. Joshua je zavrnil vzpon in prav tako ni hotel iti dol. To so klasični znaki hude višinske bolezni. To je nočna mora Sherp in pravkar je doletela Nawang na njegovem prvem poskusu vodenja na vrh Everesta. Da bi bilo še huje, je Joshua tudi odločno zavračal uporabo nujnega kisika, ki ga je Nawang prinesel vse do vrha zanj. Nawang je vprašal, kaj naj stori. Baza mu je rekla, naj še naprej poskuša prepričati svojega klienta, saj lahko klient v nevarnosti zapusti svojega vodnika, Sherpa pa tega ne more storiti brez hudih posledic. Izgubiš svoj vir preživetja. Največje ekspedicijske družbe te dajo na črno listo. V Katmanduju te čakajo stroge preiskave zaradi malomarnosti strani vlade. Tako je Nawang 2 uri v coni smrti, pri temperaturah, ki v nekaj minutah ubijajo izpostavljeno kožo, ostal in poskušal prepričati človeka, ki ni mogel naprej in ni hotel nazaj. Neneno je klical po radiju in prosil za navodila. Baza pa mu je ves čas govorila, naj ga prepriča. Tistega jutra je radio utihnil. Nekaj ur kasneje se je britanski plezalec po imenu John Mills spuščal z vrha in naletel na grozljiv prizor. Joshua je bil z glavo navzdol v snegu in je stokal. Rokavice je imel snete, kapuco spuščeno, plezalno obleko pa na široko odprto proti ledenemu vetru. Umiral je, poleg njega pa je sedel Nawang Sherpa, ki je samo sedel v snegu s široko odprtimi očmi, popolnoma neodziven, kot bi bil v transu. Kar se je zgodilo na Nawangju, je bilo očitno posledica sedenja na 8800 metrih. Brez telesnega napora, ki bi ustvaril toploto, je huda podhladitev zamrznila njegovo telesno jedro. V kombinaciji s hipoksijo, ki je njegovim možganom odvzela kisik, se je njegov centralni živčni sistem izklopil. Prav tam tisti hip je padel v komo, sedeč po konci. John je zavpil naravnost v Nawangov obraz. Ni dobil nobene reakcije. Skupaj s svojim Sherpo je John ocenil situacijo in ugotovil, da bi tudi sama umrla, če bi vztrajala in skušala odvleči 2 neodzivna moška po grebenu navzdol. Zato sta sprejela edino odločitev, ki jima je še ostala. Nadaljevala sta pot navzdol in ko sta dosegla varno območje, sta takoj obvestila reševalne ekipe o situaciji tam zgoraj. Ko so reševalne ekipe po več urah končno prispele na kraj nesreče, so našle Joshuovo telo 70 čevljev pod vrhom. Nawang nikoli niso našli. Reševalci menijo, da je padel po pobočju gore. Ko so ljudje začeli resnično raziskovati, kaj se je tam zgoraj zgodilo, je prišla na dan srhljiva informacija. Joshua Cheruiyot je točno vedel, kako nevaren je vzpon na vrh brez kisika.
Da bi zmanjšal to ogromno tveganje, je izrecno plačal svoji plezalni agenciji Seven Summit Tracks za storitve izkušenega šerpe, ki je 5-krat osvojil Everest. A iz razlogov, ki še vedno niso znani, so mu namesto tega dodelili Nawanga. Zdaj, nihče ne dvomi o Nawangovi popolni hrabrosti. Mislim, dobesedno je zmrznil do smrti, ker ni hotel zapustiti svojega klienta. Toda dodeliti vodnika brez kakršnih koli izkušenj z Everestom, da vodi visoko tvegano stranko brez kisika, je recept za katastrofo. In ko so stvari ušle izpod nadzora, je Nawang naredil edino, kar je lahko. Poklical je bazo in prepustil odločitev svojim nadrejenim. V nepalski kulturi obstaja globoko zakoreninjeno, neomajno spoštovanje do starejših in avtoritet. Ne prepiraš se z veterani. Ko so izkušeni vodje na dnu gore temu neizkušenemu vodniku rekli, naj ostane na mestu in naj še naprej poskuša prepričati svojega umirajočega klienta, je Nawang storil prav to. Preprosto je ubogal svoje starejše dobesedno do konca. Nawang je bil postavljen v nemogoč položaj, prav zaradi komercialnega aparata, ki naj bi upravljal vzpon. Če mislite, da je gora kruta, ker kaznuje vodnika, ki je naredil točno to, kar so mu rekli, počakajte, da vidite, kako industrija ravna s tistimi, ki si drznejo poskušati preživeti. Zjutraj 25. septembra 1996 je 25-letni šerpa po imenu Lobsang Jangbu odprl svoj šotor in začel spenjati se po Lotseju. Steni, masivni, 40-stopinjski strmi ledeni steni. Tisti dan sploh ne bi smel biti na gori, saj je le nekaj mesecev prej Lobsang. Je bil sredi najbolj smrtonosnega dogodka, kar jih je gora do takrat videla. Bil je najet kot glavni šerpa med ameriško komercialno odpravo maja istega leta, ki se je končala z nesrečo, v kateri je umrlo 8 ljudi. To sliko ste verjetno že videli. Morda celo poznate nekatera njihova imena. Ko so ti zahodni vodniki in stranke umrli spomladi, 1996 se je svet ustavil. To je postalo stalna novica po vsem svetu. In to upravičeno. Kaj pa Lobsang, ki je preživel nekaj nepredstavljivega in tvegal svoje življenje, ko je poskušal rešiti svojega glavnega vodnika? Vsaka druga služba bi ti dala dopust. Če kot zahodni naročnik preživiš kaj takega, ti sploh ni treba več plezati. Samo pojdi domov, okrevaj po poškodbah in napiši mednarodne uspešnice o tem, kaj se je zgodilo. Ampak Lobsang ni imel te možnosti, da bi predelal travmo. Za šerpo je preživeti nesrečo le še en običajen torek. Naslednji dan greš nazaj na delo. Komercialni stroj Everesta je še vedno potreboval delovno silo. Poleg tega so ga krivili za nesrečo leta 1996. Torej, kar se je zgodilo 4 mesece kasneje, je bil le brutalen način, kako se je alpinistični svet odločil, da ga kaznuje. 25. septembra 1996, potem ko se je komaj izvlekel iz najhujšega dne v svojem življenju, je Lobsang spakiral kovčke in se vrnil naravnost v cono smrti. Delal je kot vodnik za japonske alpiniste, ki so tisto jesensko sezono želeli doseči vrh Everesta. Njegova naloga tistega jutra je bilo naporno gaženje poti. To pomeni, da je silovito brcal s svojimi čevlji v globok, nedotaknjen sneg, korak za korakom, pri tem pa je izčrpaval svojo energijo, da so lahko plačujoče stranke za njim hodili po že narejenih stopnicah. Kar Lobsang ni vedel, je bilo to, da so vetrovi na veliki nadmorski višini nastavili past na pobočju Lotseja. Naložili so svež sneg v gosto, težko zgornjo plast, ki je ležala neposredno na starejših, šibkejših ledenih kristalih. Plezalci temu pravijo vetrna kloža. Za Lobsanga, ki je pogledal navzgor, je to izgledalo kot nedotaknjen, trden, bel snežni klanec. Toda vez, ki je držala to težko zgornjo plast na gori, je bila praktično neobstoječa. Ko so Lobsang, francoski plezalec in še en šerpa rinili po strmem pobočju navzgor ter z nogami brcali v steno, je njihova skupna teža obremenila sneg. Nekje globoko pod njihovimi nogami je tista šibka spodnja plast končno popustila. Ni bilo nobenega grmenja, nobenega premikanja ledu, ki bi jih opozorilo. Tla so se preprosto odtrgala. V delčku sekunde je na milijone funtov težkega snega odpihnilo Lobsanga z nog in padel je po pobočju Lotseja tisoče čevlje v ledeno dolino spodaj. Njegovo telo ni bilo nikoli najdeno. Toda zgodba se tam ni končala.
Kar naredi zgodbo Šerpe Lobsanga zame tako žalostno, je popolna tišina, ki je sledila njegovi smrti. Za razliko od hrupa, ki je sledil njegovemu preživetju 4 mesece prej, se svet komajda odzval. Za Lobsanga Džangbuja niso bile napisane nobene uspešnice. Za razliko od smrti 8 plezalcev maja, njegova smrt ni bila svetovna novica. Bila je bolj novica na zadnjih straneh časopisov. Everestov stroj je izkoristil njegovo delo, izkoristil nesrečo, ki jo je preživel, ga popolnoma prezrl in nadaljeval naprej. Lobsangovo zgodbo obravnavam v drugem videu, ki ga boste našli v opisu. Če pa Lobsangova smrt dokazuje, da Everest svoje delavce obravnava kot potrošno blago, bi morda mislili, da vam doseganje absolutnega vrha športa prinese neko vrsto imunitete. Seveda, če postanete nesporni kralj gore, vam Everest malo popusti, kaj ne? Niti približno. Popoldne 29. aprila 2001 je Babu Čiri Šerpa pomolil glavo v šotor svojega sirdarja v drugem taboru in rekel: Hej lama, Bokha lama, vstani. Pojdi vas kuhat čaj v kuhinjskem šotoru. Njegov sirdar, mož z vzdevkom Bokha lama, se je obrnil in rekel ne. Ko je Babu odhajal, je Bokha lama opazil eno stvar. Babu ni nosil drez. A nisi tega vzel k srcu, ker čeprav se šerpe med seboj ne primerjajo, če bi kdo lahko trdil, da je največji šerpa Everesta, bi bil to Babu Čiri Šerpa. Prvič, na Everest je splezal že 10-krat. 10-krat. Takrat je imel rekord za najhitrejši vzpon od baznega tabora do vrha, ki je trajal 16 ur in 56 minut. Ta moški je preživel 21 ur zapored na vrhu, brez dodatnega kisika. Nikoli ni izgubil niti enega samega klienta. To je bila njegova 11. odprava na Everest. Preden je odšel, je dokončal gradnjo šole v svoji domači vasi Takshindu. To je bila njegova življenjska želja, saj sam ni obiskoval niti enega dneva šole. Samo to sezono je moral preživeti in se vrniti domov, da bi jo videl. Tistega popoldneva ni nameraval iti daleč. Ostalim je povedal, da bo šel narediti nekaj fotografij. Odšel je na ledenik, morda kakšnih 100 metrov od tabora, v svež sneg, ki je čez noč prekril vse. Toda ob 17. uri tistega večera, ko so plezalci prišli po prigrizke, je bil Babujev šotor prazen. Do 21. ure ga njegov brat Dawa ni mogel najti nikjer v taboru. Iskalna ekipa se je zbrala takoj po temi. Počasi so se premikali čez svež sneg in s svetilkami prečesavali površino, ki je bila videti popolnoma ravna in popolnoma varna v vse smeri. Tik pred polnočjo so njihove svetilke zaznale sled stopinj, ki so vodile do majhne temne luknje v snegu. Bila je zelo ozka, morda dobra 0,5 metra široka in skoraj nevidna, če ji nisi posebej iskal. Ko so iskalci pogledali globje v notranjost, so našli tisto, česar so se najbolj bali. To je bilo telo Babu Čirija. 60 šerp je potrebovalo 8 ur, da so ga prinesli ven in dol. Nihče natančno ne ve, kaj se je tam zgodilo. Uradna teorija je, da je šel ven, da bi fotografiral, morda skuhal tisti čaj in preprosto padel v majhno, neopazno razpoko. In največji visokogorski plezalec svoje generacije, človek, ki je preživel smrtno cono večkrat, kot bi jih lahko preštel, in spal na vrhu brez kisika, je preprosto izginil. Tako, kar naenkrat. Za seboj je pustil ženo in 6 hčera. Bokha lama nikoli ni nehal razmišljati o tistem popoldnevu. Leta kasneje je rekel: še vedno včasih v sanjah vidim Babu Čirija. Če bi se strinjal, da bi šel z njima kuhinjo, bi bila polovica rekordov na Everestu zapisana na njegovo ime. Everest na temačen način terja ljudi, ki ga najbolje poznajo. In če želite popoln, dokončen dokaz za to, morate pogledati našo naslednjo zgodbo. Vsako pomlad, preden bi katerakoli komercialna ekipa stopila na Everest, bi se majhna skupina 6 do 8 šerp preselila v ledeni slap Khumbu in začela najbolj nehvaležno delo v alpinizmu – gradnjo poti do vrha Everesta. Imenovali so jih doktorji ledenega slapu in čeprav ne nosijo belih plaščev in s seboj ne prenašajo stetoskopov, njihova dejanja dobesedno rešujejo življenja.
Njihova naloga je najti pot skozi podirajoče se ledenike in območja nevarnega ledu, tako da v led vrtajo težka sidra in čez razpoke položijo lestve, da lahko plezalci varno hodijo proti vrhu sveta. Zavarovanje te poti včasih pomeni preživeti tedne v notranjosti aktivnega ledenika pod stolpi ledu, ki se lahko brez opozorila zlomijo. Telesni davek je brutalen. Kljub nevarnosti so doktorji ledenega slapu najboljši v tem, kar počnejo. Pravzaprav v več kot 30 letih, odkar je bila skupina ustanovljena, ni umrl niti en sam zdravnik pri opravljanju svojega dela. Zato je bila smrt zadnja stvar na mislih Mingme Sherpe tistega jutra, 7. aprila 2023. To je bil drug Mingma Sherpa, kot tisti, ki je preživel podvig SKFM. Ta 45-letni Sherpa iz vasi Gora Tapting v Solokhumbuju je bil doktor ledenega slapu že 9 let. Poznal je ledeni slap Khumbu, tako kot kirurg pozna notranjost prsne votline. Do marca 2013 so se Mingma in drugi doktori ledenega slapu zbrali, ker je bil čas, da naredijo to, kar so vedno počeli. In do začetka aprila 2023 so bili praktično že končani. Ekipa je postavila pot z vrvmi in lestvami od baznega tabora vse do drugega tabora, tik pod steno Lotse. Da bi prišel domov, je moral Mingma samo prehoditi točno tisto pot, ki jo je pravkar zgradil. Tako je bilo okoli 11:30 dopoldne 7. aprila, ko je Mingma sestopal skozi Zahodno dolino, to ogromno in zloglasno nevarno območje, tik pod drugim taborom, vrnitev domov edina stvar, na katero je mislil. Vračal se je v vas Dingboche. Imel je ženo po imenu Fordiki in 3 mlade hčerke, ki so ga čakale. Težava je v tem, da je Zahodni Khum ogromna skleda belega ledu, močno prepredena z velikimi razpokami. Vetrovi na veliki nadmorski višini nenehno prenašajo rahel sneg čez razpoke. Sčasoma se ta sneg spremeni v tanko skorjo, ki prekriva praznino. Plezalci jih imenujejo snežni mostovi. Na prvi pogled je snežni most videti povsem enak kot preostali del trdne, ravne dolinske površine. V ledeni temi zgodnjega jutra je snežni most trd kot skala. Zlahka bo zdržal težo Sherpe, ki nosi težko opremo. Mingma je verjetno prečkal že ducete takih na poti navzgor, vendar je Mingma sestopal ob 11:30 dopoldne. Takrat, ko dopoldansko sonce obsije dolino, se zamrznjene ledene skorje, ki prekrivajo razpoke v ledeniku, začnejo segrevati in tanjšati od spodaj navzgor. Mingma je stopil na zaplato ravnega belega snega. Verjetno je šlo za isti snežni most, ki je pred nekaj urami zdržal njegovo težo. Toda dopoldanska vročina je kritično oslabila strukturo. V trenutku, ko je prenesel svojo težo na škorenj, se je tanka skorja zdrobila. Tla so preprosto izginila pod njim. Pedal je naravnost skozi tla in se zrušil naravnost navzdol. In ledeniška razpoka ima to čudno obliko, kjer je široka na vrhu, a se spodaj zoži v ozek V. To je pomenilo, da je Mingma padel 45 metrov v popolno temo, dokler ga ni zagozdilo v stisnjenem ledu. Bolj kot je padal, bolj ga je ledenik stisnil okoli telesa. Njegova ekipa je takoj pritekla do roba, vendar je bil Mingma tako globoko ujet v tisti V obliki, da ga je bilo skoraj nemogoče potegniti naravnost navzgor. Njegovi kolegi iz ekipe ledeniških zdravnikov so potrebovali več ur, da so pripravili sistem vrvi in ga z veliko truda potegnili nazaj na površje. Takrat je bilo že prepozno. Mingma je umrl. In z njim se je končal tudi brezhibni 30-letni varnostni rekord ekipe ledeniških zdravnikov. Njegova ekipa je morala njegovo telo pustiti v taboru ena čez noč, dokler ga naslednje jutro končno ni dosegel helikopter. Za seboj je pustil ženo in 3 hčere. In spet se je komercialni stroj Everesta premikal naprej. Preostali člani ekipe ledeniških zdravnikov so se takoj vrnili nazaj na led, popravili pretrgane vrvi in tiste sezone je na vrh prišlo 254 plačujočih turistov. Zaradi pravne ureditve zavarovanja za odprave leta 2013 je bila odškodnina za smrt Sherpe na gori strogo omejena. Mingmova družina je prejela izplačilo v višini približno 600.000 nepalskih rupij, to je natanko $6,877. Komercialna stranka bo z veseljem plačala $100,000 za dovoljenje, da lahko varno prečka aluminijasto lestev.
Moški, ki dejansko tvega svoje življenje, da zgradi to lestev, je ocenjen na manj kot $7,000. To je tisto, kar je industrija določila kot vrednost življenja šerpe. Ampak zgodba, ki vam jo bom povedal, ne govori o tem, kaj je odločila industrija. Gre za to, kaj je odločila vlada. In številka, ki so jo določili za sanje nepalske ženske, je nekako nepojasnjeno še slabša. Zjutraj, 22. aprila 1993, je 32-letna Pasang Lam Sherpa silovito zabadala svoje čevlje v zadnji ledeni del Hillaryjevega skoka. Prebijala se je skozi cono smrti in se borila z redkim zrakom na 28,000 čevljih. Plezala je s 4 moškimi šerpami in skoraj ničesar ni nosila s seboj. Brez radija, brez spalnih vreč, brez bivak opreme, brez podporne ekipe, ki bi čakala spodaj. Če bi šlo tam zgoraj karkoli narobe, bi bili vseh 5 popolnoma prepuščeni sami sebi. To je bil edini način, da so to lahko storili. Leta so jo mednarodna alpinistična skupnost in vodje tujih odprav aktivno zavračali. Leta 1990 je plezala s francosko odpravo, ko ji je slavni vodilni plezalec Marc Bouchard dobesedno ukazal, naj se obrne. Ni ji dovolil, da bi osvojila vrh in je v bistvu odločil, da šerpa ženska ne sodi na vrh. Nekaj let kasneje jo je indijska ženska odprava postavila na stranski tir in ji ni dovolila vodilne vloge. Tujči plezalci so jo obravnavali kot potrošno delovno silo, medtem ko je njena lastna, moško-dominantna šerpa kultura govorila, da je mesto ženske doma. Zavrnili so ji dovoljenja, jo izključili iz ekip in jo potisnili na obrobje. Pasang Lam Sherpa je bila edina hči v šerpaški alpinistični družini. Medtem ko so njeni 3 bratje hodili v šolo, je ona ostala doma in se učila gospodinjskih opravil. Pri 17 je pobegnila z moškim po imenu Hlakpa Sonam Sherpa, da bi ušla dogovorjeni poroki. In skupaj sta ustanovila eno prvih šerpovskih podjetij za pohodništvo v Katmanduju. Do leta 1993 je bila mati 3 otrok in je osvojila več vrhov kot so Mont Blanc, Cho Oyu in druge, vse razen Everesta. Čeprav so njeni prejšnji poskusi vzpona na Everest propadli, je bila odločena, da bo dosegla vrh sveta, ne glede na vse. Ker se je morala kusati s tujimi vodji odprav, ki je sploh niso hoteli najeti, se je odločila, da bo poskusila sama. Ko pa je se obrnila na svojo vlado, da bi si zagotovila dovoljenje, so ji oblasti postavile ogromno oviro. Za vzpon na Everest leta 1993 je nepalska vlada zaračunala koncesijsko pristojbino v višini $10,000. Ker je bila ekipa Pasang sestavljena izključno iz nepalskih državljanov, ki so se vzpenjali na goro svoje države, je zaprosila Ministrstvo za turizem, naj jim oprosti ogromno pristojbino. Zavrnili so. Da bi plačala ogromne državne pristojbine in financirala vzpon, sta morala Pasang in njen mož dobesedno prodati 60% svojega lastnega podjetja za pohodništvo. Tvegala sta vse, kar sta zgradila iz nič, samo da bi omogočila vzpon na goro. Nekateri bi rekli, da sta to vložila. In tistega popoldneva, 22. aprila, je končno uspelo. Pasang je stal na strehi sveta. Zapisala se je v zgodovino, saj je postala prva Nepalka, ki je osvojila vrh Mount Everesta. To je bil neverjeten dosežek po vsem, kar je prestala. Toda, kot že veste, je vrh le polovica poti. Na poti navzdol je njen plezalni partner, 5-kratni veteran Everesta po imenu Sonam Sherang, nenadoma zgrudil v snegu in začel kašljati kri. Zadel ga je hud višinski pljučni edem. Njegova pljuča so se dobesedno polnila s tekočino in ni mogel narediti niti koraka več. Pasang in moški šerpe so pohiteli k njemu. Svoja ramena so tesno zagozdili pod njegove pazduhe in delovali kot človeške bergle, da so fizično nosili njegovo težo, samo da so njegovi težki čevlji ostali v stiku z ledom. Pripravili so kratko vrv, obupano pripenjali vrv med njegov plezalni pas in njihove, da so ujeli njegovo mrtvo težo vsakič, ko so mu klecnili na kolena. Sledil je mučen, počasno premikajoč se boj za vsak centimeter. Fizično so potiskali Sonama, da je en težak škoren komaj povlekel naprej. Nejdu se je morala celotna ekipa takoj ustaviti, ga močno držati, medtem ko so se njegovo telo krčilo v krčih, lovil je sapo po zraku, ki ga skoraj ni bilo, in kašljal rožnato tekočino v brezmadežno bel sneg. 1 ura se je prelila v 2, nato 3, nato 5.
Sama fizična napornost držanja njega po konci je Pasanga in ostale izčrpavala njihove že tako hitro pojemajoče zaloge energije. Korak za mučnim korakom. Dokler jim ga ni končno uspelo spraviti na majhno, izpostavljeno planoto južnega vrha na 8810 metrih nadmorske višine. Ko so prispeli tja, je bil že pozni popoldan. Sonce je zahajalo pod obzorje in dva šerpa sta se soočila z realnostjo situacije. Če bi ostali na tem grebenu z umirajočim človekom, bi zmrznili do smrti. Zato sta sprejela brutalno, matematično odločitev, da rešita sebe. Pohitela sta naprej, tipala pot navzdol po gori v temi in se uspešno prebila do 4. tabora. Tako so na južnem vrhu ostali le 3 ljudje, ujeti, ko je padla noč. Pasang, šerpa po imenu Pemba Norbu in umirajoči Sonam. Pasang je moral sprejeti grozno odločitev. Matematika preživetja v coni smrti jasno narekuje, da ne moreš nesti umirajočega človeka na svojih ramenih na višini 8500 metrov. In tudi ustaviti se ne moreš, saj če predolgo miruješ, ti pade telesna temperatura in se skoraj nikoli več ne povrne. Tako kot se je zgodilo na Wang Sherpi. Zdaj pa poslušajte tole. Vsak mesec naredim en video samo za Patreon. Opozorila so bila prisotna. Druge tega ne boste videli. Če vas to zanima, povezave so v opisu. Da bi preživela, sta morala Pasang in Pemba narediti to, kar je naredil Dimitri. Obrniti hrbet in pustiti Sonama v snegu. Ampak tega preprosto nista storila. Namesto, da bi se spustila do relativne varnosti tabora 4, sta sedla v sneg poleg Sonama. Ker sta vzela s seboj tako malo opreme, nista imela spalih vreč in šotora. In kar je bilo najhuje, njun kisik v jeklenkah je pravkar popolnoma pošel. Tako so morali vso noč vsi trije sedeti v snegu, izpostavljeni ledenemu vetru in čakati na sonce, ki je bilo še ure stran. Ko je naslednje jutro sonce končno uslo na obzorju, je bila škoda že narejena. Sonam je bil popolnoma zmrznjen. Ni se mogel niti postaviti na noge. Pemba Norbu je spoznal, da jim je zmanjkalo časa. Če bi vsi trije ostali tam sedeti, bi vsi trije umrli. Zato se je tudi Pemba nerad odločil, da jih pusti za sabo, sam se stopi v tabor 4 in poskuša poslati sveže jeklenke s kisikom za reševanje. Pasang je dejansko poskušal slediti Pembi navzdol. Prisilila se je, da je vstala, vendar je bilo njeno telo tako ohromljeno zaradi pomankanja kisika in ledeno mrzne noči, da se je takoj spet zgrudila v sneg. A ni bila paralizirana. Še vedno je imela malo časa, da se reši. Lahko bi se odvlekla po grebenu navzdol. Lahko bi se plazila. Kar se je Pasang odločila narediti naslednje, je razlog, da so tisoči neznancev stali ob ulicah Katmanduja, da bi se poslovili od ženske, za katero večina sveta še nikoli ni slišala. Namesto, da bi se borila navzdol do relativne varnosti 4. tabora, je prenehala poskušati se stopiti. Segla je proti Sonamovemu platnenemu nahrbtniku. Izpraznila ga je, tanko platno ovila okoli nog, da bi se zaščitila pred vetrom in se usedla nazaj v sneg na tisti 40-stopinjski strmini. Sedela je poleg svojega umirajočega partnerja, z ničemer drugim kot z oblačili na sebi, da bi mu delala družbo, medtem ko sta čakala na reševanje, ki bi prišlo prepozno. Pasang Sherpa je tam zgoraj zmrznila do smrti in za seboj pustila moža ter tiste 3 majhne otroke. Njeno telo so prinesli dol in jo položili na stadion v Katmanduju. Tisoči so prišli, da bi jo videli. Pogrebna procesija pri Svajambudžu je privabila množice, ki so napolnile ulice. Kralj Nepala ji je podelil Nepal Taro, najvišje državno odlikovanje. Zgodba Pasang Lamu Sherpe je največji dokaz vodnikove zvestobe. Žrtvovala je lastno možnost preživetja, samo da njenemu plezalnemu partnerju ne bi bilo treba umreti od mraza samemu. To je čudovita, srce parajoča žrtev. Toda prav ista zvestoba nas prisili, da pogledamo na veliko temnejšo, veliko bolj frustrirajočo plat evereške mašinerije. Ker če je šerpa pripravljen tvegati prav vse, da te obdrži pri življenju, kaj je potrebno, da svojemu vodniku pogledaš naravnost v oči in ga popolnoma ignoriraš?
In 20. maja 2016 so štirje izčrpani plezalci stali le 900 metrov od vrha Everesta, ko jih je njihov šerpa pogledal naravnost v oči in rekel: prosim, nazaj. Tukaj je, kaj se je zgodilo potem?